tole, kar smo danes videli, pa kar je zdaj na repertoarju, gre seveda za osrednji gledališki projekt. Nekako, zdaj ne bomo rekli glih paradnega konja ali pa morda z majhno začetnico tega, tista glavni projekt, kjer se nekako največ energije, največ tega časa tudi porabi za to, čeprav so vsi pomembni. In tokrat je pred nami takole nekako, bi rekli, prekinjena dolgoletna tradicija igranja samih komedij. Gre za le dramo in tokrat zgodovinsko dramo, znano tematiko, večno neizpeto tematiko, večno neodkrito tematiko, večno neka tematika, ki vzburka in vzburja domišljijo občinstva in eno vse zadnje tudi nas ustvarjalce, se preko tule cirka 70 vaj je že bilo tako, da smo iskali nekako sebe v tem zgodovinskem izročilu in seveda iskali tudi samo zgodovinsko izročilo, tisto, kar bi radi povedali pač obiskovalcem, gledalcem. No in to je to, kar smo zdaj videli. Torej, še en pogled na znano zgodbo o Veroniki in Friedrichu in seveda na vse celjske, tokrat pač izpod peresa našega režiserja, gre le za krstno izvedbo tega besedila Knezi Celja, Skrivnost gradu in strica, legenda o Friedrichu in Veroniki, tako kot je pač napisal Miha Alujevič. Zdaj, stvar, kot smo videli, je kar velik zalogaj, velik gledališki projekt, 17 vlog na odru, to ni ravno glih mačje kaše. Poleg te odrske upodobitve pa seveda je že v pripravi tudi njena upodobitev za prizoritev na prostem. V juniju, juliju in potem avgustu, pa tudi septembru mesecu, tako na Celjskem gradu in morda še kje. Jaz sem pa prepričan, da bo to še ena dodatna zanesljiva dimenzija, ki bo privlačila obiskovalce, seveda, če bo to na Celjskem gradu zanesljivo, ki je drugje kot najbolj avtentičnem okolju Celjska. Zdaj samo delo je bilo, lahko rečemo, kar dolgotrajno, je bilo kar naporno, pa vendar je bilo sladko in zanimivo. Tisto, kar pač ustvarjalce vedno vleče, to je iskanje tudi z eno tako strokovno močjo, z eno takim strokovnim pristopom, ki ga pač seveda ima profesionalni režiser, ki je na koncu koncev magister gledališke režije. In potem se ve, da tu pri njegovih zahtevah tako rekoč ne pardonira ljubiteljstvo ali pa profesionalizem, za njega je vse profesionalizem. In nekako tako tudi potem zahteva od nas. Jaz bi rekel takole, da se nadejamo kar lepega odziva občinstva, ker vemo že po tradiciji v Celju, že nekdaj izpred 50 letih, kar so zapisi in dokumenti, so bile te uprizoritve na Starem gradu vedno dobro obiskane. Pa naj se je šlo za Kreftovega Hermana Celjskega ali za Novačanovega Hermana Celjskega ali tudi za Mihatove, ker je že tudi on pisal v Celjskih, Veroniko Deseniško, pa tudi druge uprizoritve. Skratka, vedno je to uprizoritev na prostem privabljena eno občinstvo in mislim, da zna biti tudi naša taka, zakaj ne? Kdor ima v grbu zvezde, se mora dvigovati k zvezdam. Ja, še više. Jaz bi rekel tudi seveda vsa zahvala ne vsem kolegom, ki so stali tule na odru, ampak vsem tistim, ki so v backstageu, katerih imena in obraza ne vidimo na odru, ampak brez njih zanesljivo ne bi bilo predstave. Skratka, resnično je tukaj v zadnjih petih še veliko ljudi, kajti sama predstava posebej pa taka, ki je tako velika, pač zahteva tudi pristop in hvala Bogu tudi po teh tehničnih platih zmoremo to v našem kulturnem društvu, v našem teatru, z vsem tehničnim supportom in seveda tudi znamo, imamo kader za to.
to že kar vrsto let in je potem pač organiziran, tako kot teater mora biti organiziran. Pa kljub temu, da se še vedno gremo ljubiteljski teater, ne.